Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za 170 let povezovanja in spodbujanja slovenskega gospodarstva doma in v svetu prejme Gospodarska zbornica Slovenije zlati red za zasluge. V imenu Gospodarske zbornice Slovenije bo odlikovanje prevzel njen predsednik Tibor Šimonka. Gospodarska zbornica Slovenije je najstarejše združenje gospodarstva v Sloveniji. Nastala je v viharnem času sredine 19. stoletja, ko je bilo območje današnje Slovenije del razgibanega političnega, gospodarskega in kulturnega dogajanja, saj se je imperij moral odzvati na zahteve pomladi narodov. Leta 1851 je v Ljubljani po odloku cesarja Franca Jožefa začela delovati prva čezsektorska gospodarska zbornica na Slovenskem, trgovska in obrtna zbornica za Kranjsko. Njeno članstvo je bilo večinoma nemško, to so bili premožni veletrgovci, industrialci, mali trgovci in obrtniki, prvi predsednik pa je bil ljubljanski trgovec Lambert Lukman. Vzporedno z idejami o zedinjeni Sloveniji in s taborskim gibanjem pa se je v 80. letih 19. stoletja to spremenilo. Slovenski predstavniki so v zbornici dobili večino, uvedeno je bilo dvojezično poslovanje, za predsednika je bil izvoljen Slovenec Josip Poklukar. Člani so zbornico potrebovali za vzpostavitev možnosti za njihovo urejeno sodelovanje, povezovanje in nastopanje na tujem. Zbornica je vzpostavila register podjetij in že leta 1855 organizirala nastop na svetovni razstavi v Parizu. Zavedala se je, da morajo biti podjetniki drzni in dobro poučeni, lastniki podjetij pa odgovorni in preudarni, predvsem pa je želela biti svojim članom v pomoč, da bi bila njihova podjetja uspešna in postala temelj narodnega gospodarstva. V 170 letih delovanja je Gospodarska zbornica Slovenije zamenjala 6 različnih držav in vsaj toliko valut. Preživela je 3 vojne, 4-krat je spremenila svoje ime in iz predindustrijske dobe prišla v digitalno. Danes je sodobno in živahno združenje, ki še vedno zavzeto spodbuja gospodarski razvoj Slovenije s pospeševanjem trgovine, obrti, podjetništva in industrije. Razume, da se svet spreminja, a potrebe gospodarstva in ljudi po povezovanju in sodelovanju ostajajo enake. Zato pripravlja izobraževanja, podeljuje odmevna priznanja, nagrajuje vidne dosežke, oblikuje lastne sklade za pomoč podjetjem in posameznikom. Iz njenih delovanj in sodelovanj so nastale številne institucije, nekatere obstajajo še danes, druge so legendarne. Pred 100 leti Ljubljanski velesejem, pred 60 Gospodarski vestnik, v 80 letih prejšnjega stoletja Slovenski knjižni sejem, Informacijski center za razvoj drobnega gospodarstva in več izobraževalnih centrov. V 90 pa še Center za tehnološko usposabljanje in Slovensko raziskovalno gospodarsko združenje v Bruslju ter prva predstavništva Gospodarske zbornice Slovenije v tujini. Pred dobrimi 30 leti je Gospodarska zbornica Slovenije naročila kampanjo Slovenija moja dežela, da bi spodbudila turizem, hkrati pa je bila to akcija, ki je Slovenkam in Slovencem vlila optimizem in željo po novi, drugačni prihodnosti. Od začetka do danes sta zastopanje interesov članov in krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva njeni najpomembnejši poslanstvi. Po zakonu o gospodarskih zbornicah je Gospodarska zbornica Slovenije od leta 2006 zbornica s prostovoljnim članstvom in tudi poslej ostaja največje združenje gospodarstvenikov pri nas. Njeni člani prispevajo polovico dodane vrednosti v slovenskem gospodarstvu in ustvarijo 2/3 prihodkov Slovenije na tujih trgih. Status reprezentativne zbornice ima od leta 2008.
Gospodarska zbornica Slovenije je članica Ekonomsko-socialnega sveta in Evropskega ekonomsko-socialnega odbora. Od leta 2001 je članica Mednarodne gospodarske zbornice v Parizu, od leta 1992 pa Združenja evropskih zbornic Eurochambers. Visoka obletnica Gospodarske zbornice Slovenije je simbol vztrajanja in odpornosti. Je dokaz trdoživosti in podjetnosti slovenskega človeka, moči, ki jo ima povezovanje, in je zgodovinski prispevek slovenskega gospodarstva k utemeljevanju narodne zavesti in identitete ter vzpostavitvi slovenske državnosti. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, spoštovani predsednik Državnega sveta, gospod Alojz Košca, spoštovani minister Zdravko Počivalšek, cenjeni bivši nagrajenci in aktualni nagrajenci, spoštovane dame, cenjeni gospodje, dobro večer. Izjemno čast mi je, da lahko danes v imenu Gospodarske zbornice Slovenije, vseh njenih zaposlenih, podjetij, naših članov, pa tudi v svojem imenu, z rok predsednika Republike Boruta Pahorja sprejemam posebno državno odlikovanje Zlati red za zasluge. To odlikovanje daje letošnji slovesnosti o podelitvi nagrad zbornice za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, ki sovpada z okroglo obletnico obstoja Gospodarske zbornice Slovenije, poseben pečat in težo globlji pomen. Je nekaj neprecenljivega, kar nas navdaja z izrednim ponosom, pa tudi z veseljem. S ponosom nad dosežki zbornice v 170 letih njenega delovanja, z veseljem in zadovoljstvom, da smo bili prepoznani kot pomemben člen slovenskega gospodarstva in družbenega ustroja, ter z vedenjem, da so naše usmeritve prave, aktivnosti koristne za dobrobit slovenskega gospodarstva in s tem države kot celote. Stališča slišana, pa četudi niso vselej nagrajena z uspehom. Pomembno pa je, da se vsi deležniki poslušamo, slišimo, spoštujemo, dogovarjamo in znamo najti kompromise, dobrobit vseh državljanov in državljank. Od njenih začetkov v letu 1851 je zbornica ostala zvesta svojemu osnovnemu poslanstvu, zastopanju interesov svojih članov in krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Skozi vse obdobje je gradila na tradiciji, na znanju, na izkušnjah in strokovnosti, a hkrati tudi na novih spoznanjih in dognanjih. Tradicija je tista svetilka, ki pametnim osvetljuje pot naprej. Brez nje ni ustvarjanja, je dejal že mehiški pisatelj Carlos Fuentes. Tudi zbornici je tradicija predstavljala in še vedno predstavlja svetilnik. A zgolj tradicija za tisto, kar je pred nami in celim gospodarstvom, to je uspešen prehod zeleno, krožno, digitalno gospodarstvo, ni dovolj. Če citiram Winstona Churchilla, je umetnost brez tradicije čreda ovac brez pastirja, brez inovacij pa gre za truplo. Gospodarska zbornica Slovenije povezuje tradicijo s prihodnostjo, kar je sicer tudi rdeča nit današnjega dogodka. S tradicijo gradimo namreč prihodnost. Nadaljnji razvoj zbornice mora zato temeljiti na tistem, kar je zbornica v zadnjih 17 desetletjih naredila pravilno in dobro. To pa je treba vztrajno nadgrajevati s tistim, kar je ključno in brez česa si prihodnosti ne moremo predstavljati. Pa najsi so to nove znanstvene vede, informatika, digitalizacija, umetna inteligenca, širokopasovno mreže, industrija 4.0, najsi so to zelene tehnologije, okoljska vzdržnost ali pa trajnostna naravnanost. No. Ob tem pa nas bo vse skozi, spoštovani predsednik, s ponosom spremljalo tudi danes prejeto odlikovanje. A danes ne slavi le Gospodarska zbornica Slovenije, temveč že 53. nagrajujemo tudi najboljše v gospodarstvu. Letošnji prejemniki najstarejših in najprestižnejših gospodarskih nagrad, tako imenovanih gospodarskih Oskarjev, ki jih boste spoznali v nadaljevanju, so svojimi odličnimi rezultati lahko zgled vsem,
ki išče najboljše poti k uspehu. Zavedajo se pomena tradicije, hkrati pa vedo, da lahko le z inovativnimi rešitvami, stalno razvojno naravnanostjo ter družbeno in okoljsko odgovornostjo dosegajo prave rezultate. Druži jih želja po doseganju poslovne odličnosti. Svoj uspeh gradijo v tesnem sodelovanju in povezovanju svojih sodelavcev, nocoj slavimo naše oskarjevce. A že jutri jih čakajo novi izzivi. Izzivov tako našim nagrajencem kot celotnemu gospodarstvu tudi v prihodnje ne bo manjkalo. Z zadnjim izzivom, pandemijo, se še vedno spopadamo. A slovensko gospodarstvo je dokazalo, da je vzdržljivo, zato se z njim dobro spopada. Na krilih tradicije in inovativnosti pa mu bo to zagotovo uspevalo tudi v prihodnje. In tako bomo naslednje leto ponovno podelili nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Hvala lepa.